Bravo, že znate. Dajmo še enkrat. Vsi otroci imamo pravico, da smo varni, močni in svobodni. Kakšen je pa tvoj obraz? Kakšen je? Žalosten. A si ti kdaj žalosten? V vrtcu Keke z Grosuplje že 5. leto izvajamo primarno preventivni program za zaščito otrok pred nasiljem. Gre za 5 do 6 letnike, s katerimi krepimo samozaščitne veščine, kako naj se pravzaprav otroci odzovejo v primeru nasilja. V prvi delavnici naslavljamo čustva, da jih otroci prepoznavajo, kako se na njih ustrezno tudi odzivati. Pogovarjamo se tudi o pravicah, da smo varni, močni in svobodni in pravzaprav, kaj to pomeni, če nam nekdo odzame pravice. V drugi delavnici naslavljamo teme prijateljstva, naslavljamo vrstniško nasilje, pogovarjamo se o, kako se pravzaprav odzvati v teh primerih vrstniškega nasilja in pa kaj pomenijo dogovori v skupini, ki jih sprejemajo, pravila, ki veljajo v skupini in gradijo prijateljstva in odnose. Kaj delaš, Bela? Kaj delaš? Ima ona pravico, da spi, če je utrujena? Ima pravico, da spi? Ja. A imate vi pravico, da spite, ko ste utrujeni? Tako je, ja. Vsi imamo pravico do spanja, če smo utrujeni. Res je, bravo. A imate vi, otroci, še kakšne pravice? No, Gabriel. Da gremo telovaditi. Da gremo telovaditi. Skala. Da rokomet bacamo. Da lahko spimo. Tudi, da lahko spimo. Kakšne pravice imate še otroci? Jaz te delavnice, ki jih izvajajo v vrtcu, ocenjujem kot izjemno kakovostne. Zaradi tega, ker res opazim tudi potem razliko na moji deklici, kako je vse to dojela, da ni bilo to na nek mogoče slab način oziroma na nek tak, da je bila prestrašena ali kakorkoli, ampak da so zajeli na prijeten način skozi igro in so potem iz tega lahko tudi veliko vsebin potegnili ven. Tako da definitivno so izjemno kakovostne delavnice. Moja punčka je doma večkrat komentirala, recimo kaj so delali, sploh ko so vzgojiteljice igrali različne skeče, je doma potem opisovala, kaj so se naučili, kako so zaigrali. Predvsem se je pa opazila to, kar se je ona naučila skozi igro z bratcema. So bile recimo kakšne interakcije, različne preperi in en dan se prav spomnim, ko sta se z bratcem nekaj skregala in se je ona postavlja in je rekla, sem varna, močna in svobodna in smo kar za trenutek vsi malo obstali, tudi bratec mu je bilo nekaj novega in glede na to, da je bila naša punčka prej tako, da se je rajš malo umaknila v ozadje, je definitivno prinesla polno enih koristi in zdaj se zna nekako skomunicirati to, kar ona čuti. Definitivno bi priporočala te delavnice vsem staršem, predvsem zato, ker to so izjemno pomembne teme. In starši včasih si želimo to komunicirati, se želimo to naučiti otroke, ampak ne vemo, kdaj je pravi čas, ne vemo, kakšen je pravi način, da se otrokom poda to znanje. Tako da to, da je to delavnica, da je to strokovno vodeno, je izjemno priporočljivo, tako da jaz definitivno podpiram. Zdaj se bomo pretvarjali, da je Špela lačna in da želi jesti. A v redu? Kaj naredimo, kaj je konec pretvarjanja? Zaploskamo. Ja, res je. Lačna sem. Imam. Moja hruška. 5 do 6 let stari otroci v bistvu odkrivajo svojo identiteto, oblikujejo svojo osebnost. Pogosti so tudi medvrstniški konflikti in vzgojiteljice imamo pogosto težavo, kako pristopati sploh v situacijah, ko se nekaj dogaja, morda doma, morda so otroci kaj videli. In tukaj nam v bistvu neon delavnice pridejo zelo prav, ker nam omogočijo, da se z otroki pogovarjamo o temah, ki so težje, da na tak igran način v bistvu pristopamo do njih in damo predvsem za medvrstniško nasilje dejansko tudi oprijemljive vzorce dejanj, vedenj, ki jih lahko uporabijo pri igri, da jim je lažje, da se postavijo zase, se naučijo besedo stop, ne, to mi ni všeč. Oblikujejo lahko pravila, ki jih, oziroma dogovore, ki jih na to v skupini upoštevajo. Špela, živjo!
Živijo, Klavdija. Kaj pa počneš? Poglej, igram se z lopatko. Jo, aj nova. Ja, moja nova lopatka. Daj mi jo. Zdaj se jaz z njo igram. Rekla sem, da mi daš lopatko. Reci prosim. Ne bom ti rekla prosim, takoj mi daj lopatko ali pa ne bom več tvoja prijateljica. Tako, zdaj pa pojdi stran, ker se jaz igram z lopatko. In da ne bi to komu povedala. Si razumela? V našem vrtcu smo začeli z izvajanjem programa KEP v letu 2015. Kasneje se je ta program razširil v program NEON in začeli smo sprva z 2 izvajalkama, kasneje pa kar z 11 strokovnimi delavkami, ki danes izvajajo ta program. To pomeni, da lahko omogočamo izvajanje delavnic v okviru programa NEON v vseh oddelkih 5 do 6 letnih otrok. Strokovne delavke, ki izvajajo program, pa seveda to redno tudi reflektirajo skupaj s kolegicami na ISA inštitutu in pa seveda se tudi dodatno usposabljajo. Kaj bi pa ona lahko storila drugič, če bi jaz spet poskušala ne vzeti lopatko, pa da bi ostala varna, močna in svobodna? Kaj lahko ona stori? Kaj mi lahko reče? Stop, to mi ni všeč. Koga pa lahko prosi za pomoč, da bi ji pomagal reči ne? Koga? Zdaj se bomo pa zopet pretvarjali. Tokrat pa bom jaz ohranila pravice, da sem varna, močna in svobodna. Tako je, ja? Zdi se nam pomembno, da ta program teče tudi kasneje, ko se delavnice zaključijo v oddelkih, vzgojiteljice z določenimi nalogami in pa aktivnostmi program izvajajo celoletno. To pomeni, je tudi trajnostno in gre skozi vse generacije. Ob uvajanju programa smo vključili tudi ostale strokovne delavke, jih s tem seznanjali in seveda seznanjali tudi starše. Tako je program postajal del vizije vzgojno-varstvenega zavoda Kekec in pa del letnega delovnega načrta. Tako smo opolnomočili otroke, da postajajo varni, močni in svobodni. Imam tak varovalni krik, ki ga lahko uporabiš, kadar si v nevarnosti. Kakšen pa je ta krik, Julija? Ta krik je zelo glasen, in pomeni, da si v nevarnosti. Wow. Kakšen pa je ta krik? A me ga lahko naučiš, prosim? Seveda te lahko naučim. Otroci, tudi vas naučimo krik. Ja, super. Vstanemo. Kakšen je ta krik? Glasen in pomeni, da smo v nevarnosti. Zdaj bomo naredili pest. Na trebuh z drugo roko stisneš tole pest. In ko bomo zakričali, bo ta krik prišel iz trebuha ven in bo zelo, zelo glasen. A prav? Na 3, 4 zakričimo. 3, 4. Preko lutkovne predstave otroci spoznajo te samozaščitniške veščine, s katerim se ubranijo v situaciji, ko so mogoče ogroženi strani neznane osebe. In pomembno je, da jim tudi povemo, da o tem morajo povedati odrasli osebi, ki ji zaupajo. In četrta delavnica pa je delavnica, ki je malo bolj občutljive teme. Pogovarjamo se o našem telesu, o intimnih delih telesa, o varni skrivnosti in o skrivnostih, ki niso tako varne za otroke. Pogovarjamo se tudi o dotikih, ki so prijetni in o dotikih, ki niso prijetni in to razliko otroci morajo spoznati. Zato je pomembno, da otroci ločijo med tem dvema in ko se počutijo ogrožene, da povejo to odrasli osebi. Pri nas v vrtcu so s programom NEON seznanjeni tako strokovni kader, kot pa tudi tehnični kader, kajti tudi kuharica je lahko tista odrasla oseba, kateri bo otrok zaupal nekaj, kar ga teži. Kaj naredimo, ko je konec pretvarjanja?